Živijo. Tematski parki, ne? Vsi jih poznamo. So naša vrata v fantazijo. Ampak, kaj če bi lahko bili veliko, veliko več kot samo zabava? Kaj če bi postali platforma za nekaj resnično revolucionarnega? Danes si bomo pogledali dva nora koncepta, ki bi lahko zavedno spremenila pravila igre. To sta Nexus in Orbitalis. In tole, to je bistvo vsega, o čemer se bomo danes pogovarjali. To je ta ključna ideja. Ne gre več za to, da samo stojiš in gledaš. Kje pa? Prihodnost je v tem, da obiskovalec postane glavni junak, soustvarjalec, skratka, ključni del zgodbe, ki se odvija v živo pred njegovimi očmi. Torej, kam nas bo danes vodila pot? Na dve, milo rečeno, neverjetni lokaciji. Najprej se bomo ustavili v Nexusu. Predstavljajte si, živi, dihajoči svet videoiger sredi puščave, kot en ogromen, resničen MMORPG. Potem pa gremo še višje. Zapustili bomo Zemljo in poleteli v Orbitalis, v prvo pravo turistično destinacijo v vesolju. No pa poglejmo. Nexus. Ampak pazite, to ni kar en park, to je živi MMORPG. Razprostira se na, pazite to, 300 hektarjih. In najbolj noro? Poganjajo ga misli obiskovalcev. Ja, prav ste slišali. Vsak posameznik postane igralec v svetu, ki se v realnem času odziva na vsako njegovo odločitev. In zdaj se verjetno sprašujete, kako za vraga je to sploh mogoče? No, odgovor je. Tale tehnologija. Neurosenzorični obroč, to je ključ do vsega. Naprava, ki poveže neposredno z igro. To pomeni? Upravljanje lika z mislimi. Pomeni, da lahko dejansko občutiš udarce, veter na obrazu, toploto ognja. Zgodba se, dobesedno, oblikuje okoli vsakega posameznika posebej. Okej, gremo noter. Prva cona, Cyberpunk Megacity. Samo predstavljajte si tole. 300 metrov visoki nebotičniki iz grafena, povsod neonske luči, med stavbami švigajo leteči avtomobili, okoli pa utripajo holografski oglasi. V bistvu cel svet iz igre, kot je recimo Cyberpunk 2077, uživi pred našimi očmi. Ampak tisto, kar je res noro, so aktivnosti. Pozabite na navadne vlake smrti. Tukaj se gre za res. Lahko z ekipo vreš vstopnico neke korporacije ali pa se s pomočjo kvantnega računalnika potopiš v spomine morilca. In še tole. Simuliraš si lahko bionične nadgradnje, ki ti dajo čisto prave, čeprav začasne, super sposobnosti. In če mislite, da je to vrhunec, počakajte, gremo naprej. Iz neonskega kaosa prehajamo v čisto magijo. Dobrodošli v Fantasy Realms. To je svet lebdečih gradov, ki jih v zraku držijo močna magnetna polja. Svet gozdov, kjer drevesa svetijo v temi. In, ja, po nebu letajo ogromni animatronični zmaji, ki jih poganjajo droni. Tukaj se fizično in digitalno prepleteta na način, ki si ga je težko zamisliti. Lahko se pridružiš 100 drugim igralcem v epski bitki. Proti komu? Proti umetni inteligenci, ki se ves čas uči in se nikoli ne bori na enak način. Ali pa, pazi to, v čisto pravi kovačnici skuješ svoj meč, fizičen meč, in ko ga odneseš domov, postane unikaten predmet v tvoji najljubši video igri. Noro, ne? Okej, ampak vse to, vse te cone, vsi ti svetovi, vse skupaj vodi do nečesa večjega. Vsak večer se zgodi konvergenca. Vrhunec dneva. To je ena ogromna masovna bitka, kjer se vsi igralci iz čisto vseh con združijo. In zakaj? Da odločijo o usodi celotnega multiverzuma. In zdaj pride najboljše. Vložki so resnični. Tu ne gre samo za slavo ali točke na ekranu. Kje pa? Zmagovalci konvergence dobijo, pazi zdaj, dejanski delež dobička celotnega parka. Igra tako postane resničnost z zelo, zelo resničnimi nagradami. V redu, do zdaj smo bili torej v puščavi, nekje blizu Dubaja. Ampak, kaj pa, če bi celoten koncept dvignili? In mislim, dobesedno dvignili. Kaj, če bi to noro izkušnjo preselili nekam, kamor večina samo sanja, da bo šla? Ampak preden nadaljujemo, se za trenutek ustavimo pri tej številki $500,000. In ne, to ni cena za celoletno vstopnico, to je cena za en sam obisk. Mislim, da je s tem takoj jasno, da vstopamo v čisto drugo dimenzijo. To je vrhunec ekskluzivnosti. Dobrodošli v Orbitalisu. In da smo si na jasnem, to ni nobena simulacija.
To je prva prava turistična destinacija v nizki zemljini orbiti. Tukaj obiskovalci postanejo pravi astronavti. In glavna atrakcija? No, to so kar zakoni fizike sami. Breztežnost, vakuum, gravitacija. To je igrišče. Seveda, pot do tja je že doživetje zase. Ni kar tako, da kupiš karto in greš. Vse se začne s 3-dnevnim čisto pravim treningom, da se telo pripravi na vesolje. Potem sledi spektakularna izstrelitev, recimo z raketo Starship. In na koncu seveda prihod na ogromno modularno vesoljsko postajo. In kaj se tam zgoraj pravzaprav počne? No, poglejmo. V enem modulu, recimo, se igrajo športi v popolni breztežnosti, naprimer tridimenzionalni Quidditch, v drugem modulu pa se usedeš na šatl in odletiš na Luno. Ja, na Luno, kjer lahko dobesedno igraš golf in pošleš žogico par kilometrov daleč. Neverjetno. Seveda, zdaj je verjetno že vsem jasno, da za nekaj takega, za Nexus in za Orbitalis, današnja tehnologija preprosto ni dovolj. Pa si poglejmo, kaj se skriva pod pokrobom, kateri so tisti tehnološki stebri, ki vse to omogočajo. V bistvu gre za 4 ključne tehnologije. Prvič, kvantni računalniki. Ti v realnem času generirajo neskončne svetove, ki se nikoli ne ponovijo. Drugič, bionika. Ta omogoča začasne nadgradnje, recimo nočni vid. Tretji so AI režiserji. Umetna inteligenca, ki skrbi, da je izkušnja vsakega posameznika čisto unikatna. In četrtič, vse skupaj poganja kriptoekonomija, ki zagotavlja, da so nagrade resnične. Ampak, in to je res pomembno razumeti, vpliv takšnih parkov bi segal daleč preko zgolj zabave. Njihov obstoj bi lahko imel, globoke posledice za celotno družbo. Kako točno? No, poglejmo. Postali bi neverjetna središča za izobraževanje. Otroci bi se fizike učili tako, da bi igrali golf na Luni. Ustvarili bi na 10.000 novih dobrih služb. Od inženirjev, ki razvijajo AI, do igralcev, ki bi bili liki v parku. In morda najpomembnejše od vsega. Vsi ti podatki zbrani med igro uporabili bi se za urjanje umetne inteligence za reševanje čisto resničnih problemov, recimo za pripravo pravih vesoljskih misij. In tako pridemo do konca, ko se meje med igro, delom in učenjem čisto zabrišejo, ko so nagrade prave in izkušnje tako močne, se neizogibno pojavi eno vprašanje. Ko stojiš na simuliranem Marsu ali se boriš proti Bogu, ki je v resnici samo koda, kaj je potem sploh še resnično? In morda je končni odgovor pravzaprav čisto preprost. V svetu, kjer je doživetje tako močno, tako pristno, vprašanje, kaj je resnično, mogoče sploh ni več pomembno. Mogoče je pomembno samo doživetje samo. Tisti občutek, da si resnično živ.